Živijo otroci in otrokinje in seveda živijo tudi staršoti. Če dobro pogledate tukaj za mano gor, vidite 6 knjigic o pasjem možu in ne boste verjeli, kaj se je zgodilo ravno kar. Išla je 7. Pasji mož, h komu se kotali. Kot vedno ga pasji mož spet biksa, ampak tokrat si je pa mali Petrček zadal eno prav posebno nalogo. Probal bo prepričati pasjega moža, da se ne požene ravno za vsako veverico ali pa žogico, ki se prikotali mimo njega. Ampak, potem za to izve en zlobec. A je ta zlobec nov? To boste zvedeli, če boste prebrali tole knjigico. In kaj je še v njej not? Komandant Kolaček. Kdo je pa to? Ne vemo. Ampak, če preberete Pasji mož, komu se kotali, boste izvedeli super knjigico za vse, ki požirate knjige z veliko žlico, kot tudi za tiste, ki ste mogoče malo bolj plašni, kajti polna je zanimivih stripovskih risb, polna je čuknenega humorja, tako da ne se bat zagrabiti za njo. Če ste pa rahlo mlajši in je Pasji mož še kakšno leto ali dve pred vami, potem vam pa ponujemo knjigo enega super mladega nadobudnega pisatelja, Boštjana Gorenca Pižame. Ja, evo, takole je. Tole verjetno že poznate, si že kdaj pokusil Luno. Bila je tudi nominirana za nagrado Večernica, domišljijska pot z raketo, farčelo, prdelo narejeno iz škatle kartonske na mesec. Ilustriral je Igor Šinkovec in z Igorjem ravno kar dokončujeva že naslednjo knjigico, v kateri pa se ne bomo podili po vesolju, ampak se bomo potapljali pod morsko gladino. Če pa vam slučajno še ni dovolj in zadosti vesolja, pa se lahko van odpravite tudi v tej knjigici Vesoljčki, ki sta jo ustvarila brata Rok in Andrej Predin. Tako da, dragi moji, laufajte okoli s pasjim možem, letajte po vesolju in nasplošno potujte s knjigami in uživajte v njih.